Gledalke in gledalci, ponovno lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje. Danes bomo spregovorili o nadlogi, ki lahko dolgo časa sploh ne povzroča težav in mirno čaka na dan, ko bo nase opozorila z bolečino pod desnim rebrnim lokom oziroma prsnico. Prav tako pa lahko nase opozori s slabostjo, bruhanjem in bolečino v rami. Danes bomo z magistro farmacije Polonco Fijala Novak spregovorili o žolču in žolčnih kamnih. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem našim poslušalcem, gledalcem, ki nas nekako spremljajo naše minutke za zdravje. In res je, danes bova govorili o težavah, ki nekako so prisotne pri kar precej pogosto, tam nekje 20% prebivalstva, toži ne samo zaradi težav z žolčem, ampak tudi zaradi žolčnih kamnov kot posledico žolča razdraženega. Rekli bova, zakaj smo se prav to odločili, zato ker nas tudi nekako reklame dan za dnem silijo, da nekako v pomladnih dneh pa prečistimo jetra, prečistimo organizem. Zdaj seveda se mnogi vprašajo, pridejo v lekarno, povprašajo, ali je res potrebno, da posegamo po vsem tem. Nekaj odgovorov se bo tudi danes v tej oddaji skrivalo, nekaj mogoče več v naslednji oddaji, ko bova imeli nadaljevanje današnje oddaje. V glavnem povedali bova, kako je naša prebava, naša prehrana povezana z žolčem, z žolčnimi kamni, kaj storiti, da lahko te težave nekako omilimo ali da se sploh ne pojavijo, to se pravi preventivo bova pogledali in res na vse zadnje, kdaj in pa pri kom pa so pripravki za tako imenovano prečiščenje jeter našega organizma res potrebni, kdaj pa smo lahko mirni in jih damo na stran, pa živimo nekako po nekih ustaljenih smernicah, seveda zdrave telesne dejavnosti in zdrave telesne prehrane. Pa če mogoče za začetek gledalcem pojasnimo, kaj sploh je žolč in zakaj je pomemben? Res je, žolč je izjemno pomemben, bodo naši gledalci verjetno kar vedeli, takšna rumenkasta zelena tekočina izločajo torej jetra. To se pravi, jetra z žolčem izjemno povezana. Rekli sva prej tudi izjemno povezano vse skupaj z našo prehrano. Zakaj? Žolč je namreč prebavna tekočina. To pomeni, da prebavlja predvsem maščobe, to se pravi pomaga, da mi vse kar zaužijemo, da jetra lahko po domače rečeno predelajo s pomočjo žolča. Zdaj žolč seveda je kot tak sestavljen iz mnogih sestavin in prav te sestavine, nekatere so poglavitne, da lahko mi maščobo predelamo, prebavimo. Predvsem žolčne kisline bova izpostavili, holesterol je v žolču prisoten, elektroliti in druge sestavine, ki so prav tako pomembne. Skratka, žolč je pomemben za našo prebavo, to je njegova bistvena funkcija, tudi zato, da lahko nekako iz telesa odpadne snovi odnaša in torej pomaga na vse zadnje pri naši dobri prebavi, ta pa vemo, da je pomembna, da se mi dobro počutimo, da smo zdravi, da smo polni energije, elana in tako naprej. Kaj so pa potem žolčni kamni in kaj je vzrok za njihov nastanek? Tako je, žolčni kamni bi lahko rekli, da so posledica že na vse zadnje kar konstantno razdraženega žolča ali pa nekih težav, ki se tukaj pojavljajo. Zdaj, če enostavno rečemo, žolčni kamni so taki skupki kristalov, ki nekje merijo tam od nekaj milimetrov, lahko tudi nekaj centimetrov, so lahko veliki, to se pravi različne velikosti in pravzaprav mnogo dejavnikov ali pa mnogo vzrokov je, ki privedejo do nastanka žolčnih kamnov. Zdaj mogoče najprej, da bodo naši gledalci lažje razumeli sam mehanizem, kakšen je. Prej sva že rekli, da je žolč sestavljen predvsem iz žolčnih kislin in pa holesterola. No in ta dva morata biti v ravnovesju, če želimo, da žolčni kamni ne nastajajo. To se pravi, žolčne kisline pomagajo razcepljati holesterol, to pa je odločilno, da žolč ostaja v tekoči obliki. Vkolikor je žolčnih kislin premalo, ali pa bova rekli tako, vkolikor je holesterola preveč, zakaj ga je preveč? Na vse zadnje tukaj ima izjemno vlogo prehrana, to se pravi preveč mastna hrana, holesterola je preveč napram žolčnih kislin, te ne bodo mogli razcepiti vsega holesterola, nekaj ga bo se otekočinilo, nekaj bo ga pa ostalo v nekih takih skupkih, kar bo posledično vplivalo na to, da žolč se bo strjeval. In ko se žolč začne strjevati, to je pravzaprav pot oziroma to so žolčni kamni. Zdaj mogoče malo še vendarle o vzrokih, kateri so vzroki, ki privedejo do tega. Veliko jih je, na mnoge imamo vpliv sami, kot vedno pri vsaki bolezni, na mnogo teh dejavnikov žal nimamo vpliva, pa se predvsem danes osredotočimo na tiste, na katere imamo vpliv. Zagotovo imamo vpliv
na našo prehrano. To smo že danes rekli, izjemno povezana z vsemi temi težavami in to se pravi prehrana, ki naj ne bo preveč mastna, vendar pa tukaj opozarjam, ta piramida, prehranjevalna lestvica ali pa prehranjevalna piramida je še vedno aktualna. Kaj je zgoraj na vrhu? So še vedno maščobe. To se pravi, nikoli ne omejimo vseh maščob. Namreč ljudje, ko zvedo, da imajo recimo žolčne kamne ali pa rečejo, joj, težavo imamo z prebavo, težavo imamo z žolčem, kar naprej razdraženi. Seveda, smiselno je, da mi mastno hrano omejimo. Vendar, kot pravim, ne popolnoma ali pa ne docela odstranimo. Če bomo mi maščobe popolnoma odstranili, kaj bomo tvegali? Ravno nasproten efekt. To se pravi, takrat žolčnik sploh ne bo nikoli vzburjen in holesterol bo imel veliko časa, da se lepo počasi strjuje. To se pravi, žolč se bo strjeval prav v žolčne kamne, kar pa mi ne želimo. To se pravi, še enkrat poudarim vsem našim gledalcem, maščobe omejiti, vendar piramidica še vedno ostaja na vrhu, nekaj pa jih dodati, predvsem zdravih maščob, mogoče kdaj v kakšni oddaji tudi o teh maščobah spregovorimo. To je torej zelo pomemben dejavnik. Pomemben dejavnik pri navsezadnje pri tem nastanku žolčnih kamnov je tudi spol, lahko rečeva. Ženske smo veliko bolj izpostavljene. Zakaj? Se včasih vprašamo, hormon estrogen vpliva na to, to se pravi ženski spolni hormon, ki nekako precej poveča to holesterolno zasičenost in dejansko se potem spet hitreje strjuje. To se pravi, to je dejavnik. Dednost je dejavnik, prav tako. Tudi starostne vse zadnje, dejansko je takrat manj teh sokov, manj žolča in manj razgradnje. To se pravi, veliko faktorjev smo že rekli, na mnoge imamo vpliv, na mnoge ne, pa dajmo nadelati na tisti, predvsem na prehrani, na katero dejansko imamo vpliv. Kaj so pa recimo simptomi žolčnih kamnov, pa mogoče kako jih najlažje prepoznamo? No, simptomi, verjetno bi naši gledalci že kar znali reči, sploh tisti, ki imajo težave s tem, tudi vi ste uvodoma že lepo nekako nakazali, pa vendar, če se najprej ostavimo ob razdraženem žolču, to je pogosta težava, predvsem, bom rekla, ob kakšnih, tudi pri zdravih ljudeh, to se pravi pri kakšnem, pod narekovaju rečenem, prenajedanju, ali pa bom rekla, lepše rečeno, praznična kakšna praznovanja, torej slavje in tako naprej. Vendarle, vemo, Slovenci smo nekako znani po tem, da takrat mize obložimo ne samo z dobro pijačo ali pa z dobro kapljico, ampak tudi z dobro hrano. Sploh v Pomurju je pa to še precej bolj značilno. Prekmurje, Prlekija, vemo, da se nekako lahko ponašate sami z nekimi dobrotami kulinaričnimi in dejansko takrat tudi pri zdravem posamezniku lahko prihaja do kakšnih težav. Slabost je izjemno pogosta, ljudje potožijo, joj, boli me pod desnim rebernim lokom, slabo mi je, mnogi tudi bruhajo, včasih se iz tega tudi izcimi kakšna povišana telesna temperatura, vendar to je že potem res bolj v tisti fazi, ko je dejansko bolezen napredovala. Potem ljudje potožijo, da jih dejansko peče zgaga oziroma da imajo napihnjen trebuh, rekli bova simptomatika splošno slabe prebave. Kar se tiče razdraženega žolča. Kar se pa tiče žolčnih kamnov, pa dejansko enako lahko rečeva, vendar pri žolčnih kamnih izjemno značilna bolečina, ki traja dolgo. Rečemo kolika, prihaja v nekih napadih, se dvigne do platoja, tam vztraja tudi do pol ure, lahko bolečina sploh ne spusti in kasneje spusti za nekaj časa, pa spet prihaja. In ta bolečina pravzaprav ni prisotna pri vseh. Naj povem, žolčni kamni lahko tam nekje 75% dejansko se kažejo kot asimptomatski. To se pravi, ste tudi rekli uvodoma, ne povzročajo težav. Pri 25 pa hude težave in ta bolečina, kot jo opisujem, je ponavadi tista, ki našega pacienta pripelje ali v lekarno po pomoč, ali direktno k zdravniku, ali ga potem tudi mi iz lekarne napotimo, ko je takšna huda bolečina, samo zdravljenje ne prihaja v poštev. Tudi vsi tisti pripravki, ki jih toliko se reklamira, takrat, ko je takšna huda bolečina, ko gre za žolčne kamne, z temi pripravki pravzaprav nimamo kaj pomagati. Ali pa bomo rekla, nimamo moči nekako k ozdravitvi, tam so potem drugi ukrepi zagotovo potrebni. Pa lahko žolčni kamni povzročijo kakšne resnejše zaplete? Ja, teh se dejansko najbolj bojimo, kot pri vsaki bolezni. Zapleti so tisti, ki se jih hočemo nekako izogniti, tudi žolčni kamni so tovrstni. Naj povem, kaj se bojimo. Dejansko se bojimo zapore glavnega žolčevoda, to se pravi, če se zapre, žolč sploh več ne izteka, prihaja do okužbe, ki je lahko dejansko tudi usodna.
kar je še mogoče zaskrbljujoče bolj, ta žolčevod poteka skupaj z izvodilom trebušne slinavke. To se pravi, če prihaja do okužbe trebušne slinavke, vemo, izjemno pomemben organ je trebušna slinavka, lahko prihaja do resnih zapletov, okužbe, navsezadnje tudi zapleta, kot se ga najbolj bojimo, to se pravi smrt. In prav temu se moramo nekako zoperstaviti z zdravljenjem, tudi z preventivo, o kateri bomo govorili, tudi z pripravki, o katerih toliko danes reklame povedo, lahko kot preventivo, da do tega potem ne prihaja. Mogoče, če se za konec našim gledalcem pojasnimo, kako smo pa lahko prepričani, da gre res za žolčne kamne? No, dobro vprašanje, namreč ljudje ponavadi ne vedo, boli jih, slabo jim je, vendar ti simptomatika, ki smo jo prej naštevali, je zelo, zelo podobna, da ne rečemo skoraj identična simptomatika, ko imamo mi želodčne težave. To se pravi, rekli smo prej, slaba prebava. Vse to je vse povezano, jetra, žolč, želodec, kislina in tako naprej. In tukaj se lahko simptomi zelo, zelo prekrivajo. Tudi se lahko prekrivajo recimo z srčno boleznijo, recimo smo rekli bolečina v prsnici, izjemno značilna za recimo, ali pa tudi slabost za kakšni morebitni srčni infarkt. O tem vedno nekako opozarjamo, ko nas boli, prvo pomislimo na infarkt. Zagotovo najboljše, ker potem lahko največ rešimo, včasih pa se vendarle izkaže, da gre za žolčne kamne. To se pravi, simptomatika podobna, lahko kaže na več bolezni, tako da mi sami posumimo seveda desni reberni lok, bolečine in tako naprej, vendar končno diagnozo postavi pa vendarle zdravnik. Na podlagi rentgena, ultrazvoka, krvnih preiskav dejansko lahko opredeli kar tam nekje do 98% žolčnih kamnov in to je potem sigurno postavljena diagnoza. Danes smo veliko povedali o samih žolčnih kamnih, simptomih, vzrokih. V eni od naslednjih oddaj bomo pa povedali, kako se zdravijo. Tako da zaenkrat vam hvala za te informacije. Res je, hvala lepa tudi vam. Naše gledalce pa seveda povabimo k naslednji oddaji, kjer bo nekoliko več, bomo imeli informacij, ki verjetno prav gledalci čakajo. To se pravi informacij, po čem poseči, ko nas nekako težave z žolčem mučijo, po čem poseči, če imamo morebiti žolčne kamne, lahko tudi kaj mogoče brez recepta se dobi v lekarni. Pa kot smo rekli na začetku uvodoma, odgovorili bomo na vprašanje, ali so prehranska dopolnila, tudi zdravila brez recepta, vedno res potrebna v teh omladnih mesecih, ko se narava prebuja, ko dejansko se naše telo mora res prečistiti in ali je torej res vedno potrebno poseči, ali lahko z nekim normalnim življenjem smo temu nekako kos. To se pravi, veliko vprašanj, veliko odgovorov v naslednji oddaji. Torej, gledalke in gledalci, bodite z nami tudi v naslednji oddaji, ko bomo povedali več o zdravljenju žolčnih kamnov. Zaenkrat je to vse in nasvidenje do prihodnjič.